Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o knjigi Čas prebujenja, slovenska umetnost med letoma 1880 in 1918. Avtor je umetnostni zgodovinar Tomaž Brejc, odličen poznavalec moderne in sodobne umetnosti, avtor številnih monografij in univerzitetni predavatelj v penziji. Dobrodošli. Hvala. Torej, 12 let ste v pokoju, v zadnjih letih ste se veliko ukvarjali s teorijo, omenimo denimo tekst Ivan Prijatelj in likovna umetnost iz leta 2015 v zborniku za umetnostno zgodovino, pa tekst o Izidorju Cankarju na razstavah moderne umetnosti. Ampak ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, se je pa začela z nekimi zapisi na družbenem omrežju Facebook. Res je. V enem trenutku slabosti so prišle take nedelje zjutraj in nisem vedel, kaj bi počel. In sem začel pisati na Facebook pravzaprav nekakšne eseje. Se pravi, ne običajni Facebook material, ampak zmeraj sem imel občutek, da je dobro, da nekaj sporočim. Jaz lahko sporočam samo nekaj iz umetnostne zgodovine, kar študiram, kar tuhtam. In tako se je pravzaprav zadeva začela. In potem, mislim, da je bil Aleš Štegar, pa še nekateri drugi moji znanci, ki so rekli, poskusite spraviti te tekste v knjigo. In meni se je zdelo to skrajno nesmiselno. Če sem že na tem, da kaj napišem, bom raje napisal nekaj čisto novega. In tako se je knjiga začela. Naslov knjige so dali na založbi Beletrina. Vi ste imeli najprej v mislih naslov povezan s svetovno znanim nemškim umetnostnim kritikom 19. stoletja, Mutterjem. Kako ste si zamislili najprej naslov? Bolj hermetičen? Ja, mogoče ne, v nobenem primeru komercialen, ampak neka resnica je tukaj. Moja ideja je bila, da bi pravzaprav napisal en tekst, ki bi bil sorazmerno poljuden. Sploh nisem razmišljal o kakšnem umetnostno-zgodovinskem bralcu, ampak nekemu splošnemu bralcu, ki ga to obdobje zanima, ki ga umetnost zanima. In predvsem, da bi v knjigi pravzaprav zbral neke svoje poglede, ki so se mi leta in leta nabirali. In če bi dal naslov Moderna estetska ali pa kulturna izkušnja, bi citiral seveda Richarda Mutterja, ki je bil takrat alfa in omega, tudi pri nas, tudi v slovenskem kritičnem področju. Obenem je pa ta teza na nek način vezana na to, kaj se je v obdobju, če postavim na ta začetek, Šubičev portret, notarja, uglednega pisatelja, novega politika liberalne narodne stranke Ivana Tavčarja, in končam z enim čudovitim pogledom Ivana Cankarja v njegovi zadnji knjigi. Potem se mi je zdelo, Podoba iz sanj. Ja. In potem se mi je zdelo, da se moram vprašati, kaj se je v tem obdobju zgodilo. In prebujenje ima nek smisel. Ampak na Dunaju je bil en znamenit arhitekt Otto Wagner. Njegov učenec je bil Plečnik. In Wagner, ko so ga vprašali, ja, saj to je pa renesansa, je rekel, es ist keine Renaissance, es ist eine Naissance, je rojstvo. In to je bilo zdaj to prebujenje nekega modernega estetskega duha v tem obdobju 1880-1918. Ampak ta duh ni bil samo literatura, od realizma Tavčarja, Kresnika ali pa recimo naturalizma Govekarja, pa potem do simbolizma ali celo robnih ekspresionističnih idej pri poznem Cankarju. Ampak je bilo vse mogoče. Naprimer, to je obdobje, ko se pravi, v tej knjigi pojasnite v treh velikih epohalnih poglavjih dejansko, kako se je rojeval slovenski likovni modernizem. Tako je. Poglejte, 19. stoletje je stoletje besede. 20. stoletje je stoletje podobe. In to je most, ki sem ga hotel prehoditi in na nek način tudi zgraditi. In
kar je zelo pomembno, je to, da se v tem času dejansko vzpostavijo temelji slovenskega likovnega modernizma za praktično vse 20. stoletje. Seveda, treba je vedeti, da tukaj niso bile samo slike, kipi, ampak recimo je bila zelo pomembna fotografija. In navsezadnje, recimo leta 1909, imamo film Salvatore Spina, en tržaški kinooperater ga je posnel v Ljubljani, kjer pravzaprav ob Grossmanovem filmu in teh prvih dokumentarnih posnetkih in seveda z širjenjem popularnega filma po ljubljanskih kinematografih doživimo pravzaprav dejanski vstop iz literarne v likovno izkušnjo. In vi dejansko zelo zanimivo o tem pišete, se pravi, med ti dve letnici seveda postavite to likovno zgodbo, hkrati pa pišete o tem času industrializacije, tehničnega napredka, razvoja fotografije, filma, kot ste omenili, in vse to nekako anekdotično prepletate, ko pišete o vizualni umetnosti. Ne pišete samo za umetnostne zgodovinarje. Ne, nikakor ne. Naprimer, kako ne pišem, če je 1896. leta prišel v Ljubljano en Charles Craset in je pripeljal Lumierov film Prihod na brzo vlaka na postajo La Ciotat. In to eno leto potem, ko je bil ta film narejen. Naslednje leto smo ga videli v Ljubljani. In s tem ravno začnete to epohalno knjigo. Ja. In druga stvar je neke vrste, veste, premičnost te civilizacije. Mi pozabljamo, da je to čas, recimo, ko so ljudje veliko potovali z vlakom. In če ste bili v Parizu, ste morali pisati in razmišljati, kot mišljajo v Parizu. Če ste bili v Münchnu, ste morali razmišljati, pisati, delati, kot so delali v Parizu ali pa recimo na Dunaju. Skratka, to ni neka vrste slovenistična zgodba, ampak je zgodba, ki ni narejena po načelih kanona, se pravi, da jaz zdaj gradim neko špico te umetnosti z Jakopičem recimo na vrhu in z vsemi ostalimi trabanti od spodaj, ampak je moja predstava zgodovine horizontalna. Tako da v bistvu naredim neke vrste relief, duhovni relief tega časa. In v ta duhovni relief se vpisujejo slike, se vpisuje literatura. Recimo, če berete takratno literaturo, recimo, pa ne samo Cankarja, tudi take manj pomembne, kakšnega Šorlja ali kaj takega, vidite, da so ti pisatelji v svojih tekstih naenkrat naredili nekaj, čemur se reče ekfraza. In sicer besedni opis slikovne podobe, ki mogoče ni bila nikoli narejena, ampak iz likovnega sveta so jemali inspiracijo za te umetelne literarne podobe, ekfraze. To izjemno bogato knjigo ste v telefonskem pogovoru, ki sva ga imela pred tem snemanjem, imenovali Coffee Table Book. To je sicer običajno trdo vezana knjiga, nekoliko velika, namenjena za uporabo v prostoru, v katerem se zabavajo gostje, ki lahko služi kot nekakšen navdih za pogovor ali krajšanje časa. V tem kontekstu je morda zanimivo, ker jo lahko bralec odpre na kateremkoli mestu in se nekako zanimivo prestavi v tisti čas z vsemi temi asociacijami, ki ste jih pravkar navedli. Ja, absolutno. Jaz pravzaprav pišem neke vrste short stories, ki so temeljito utemeljene v zgodovinskem dejstvu, ki imajo pa seveda zelo različne kontekste. Kontekst ni nikoli en sam, kontekst je zmeraj množinski. In treba se je gibati zdaj znotraj teh različnih kontekstov in enkrat recimo prevladuje literarna, enkrat fotografska, enkrat zelo, precej veliko obdobje, velik predel knjige, na primer, je namenjen kiparstvu. Zakaj? Zato, ker se takrat prvič pojavijo avtonomni, samostojni galerijski kipi. Se pravi, kipi, ki niso namenjeni niti cerkvi, kamor so seveda slovenski kiparji največ prodajali svojih del in so imeli največ naročnikov, niti niso bili recimo akademsko alegorični, da bi stali v nekem muzejskem, specialnem muzejskem svetu, ampak so bili namenjeni odprtemu tržišču. A veste, in to je čas slovenskega meščanstva, ki zdaj
potem, ko se Jakopičev paviljon 1909 odpre, v bistvu vstopa zdaj v to likovno sfero in na začetku je zmeraj ta negotovi meščanski okus, kaj mi je všeč, kaj si želim, kaj hočem izbrati. In recimo ta, bi rekel, prav en žanr galerijskega kipa, ki se recimo pri nas pokaže z Repičem, Štefičem, Ganglom, to so bili kipi, ki so bili namenjeni za to, da se najprej pokažejo v galeriji. In iz galerije potem se pojavi, v galeriji se pojavi kupec, ki bo ta recimo en sorazmerno zelo odprt, dinamičen akt ali pa recimo eno figuro dveh borilcev ali kaj podobnega, kupil pravzaprav za svojo rabo, za svojo zbirko. Ne? Se pravi, in to je ta princip samostojne kiparske umetnine, ki je potem tipična za vse 20. stoletje. Tako da tukaj smo na začetku tudi nekih določenih, bi rekel, strukturalnih ali pa recimo, bi rekel, celo komercialnih razlogov, zakaj se recimo ta galerijski kip potem pojavil kot osnova za ogromno produkcijo v 20. stoletju. In sploh moram reči, a veste, tle se začenjajo določene, ne toliko žanrske, ampak socialno-strukturne spremembe v sami vizualni kulturi. In bistvo je, da je slika, kip v bistvu blago. To je meščanska kultura. Zdaj smo v obdobju enega kapitalizma, ko recimo slovenski liberalizem vendarle zmore nekaj več denarja, ne? In kjer se potem pravzaprav vse to, kar smo brali recimo o francoskih impresionistih, o salonih in tako naprej, po letu 1900 začenja pojavljati kot socialna izkušnja tudi pri nas. Pravite, da imamo, omenili ste zdaj francoske impresioniste, ampak da imamo z impresionisti prvič opravka s tipičnim modernističnim čistim slikarstvom. To je res. Jakopič, na primer, ko je kritiziral Kobilčevo sliko Ljubljana, se pravi, kako se Slovenija klanja Ljubljani. Kot alegorijo. Kot alegorijo, zgodovinsko alegorijo. Čeprav vsi drugi so jo pa hvalili. Seveda, to je bil... In omenjate, da je bil Jakopič v veliki zagati takrat, kaj bo napisal v kritiki. Absolutno, ampak seveda, on je bil tista generacija, kjer je najprej čutil, da je treba vse, kar so literarne vsebine, se pravi, alegorične, metaforične, literarne vsebine, iz umetnosti umakniti. In vrniti v umetnost, v modernizem, predstavo, da je slika dvodimenzionalna površina, na določen način pokrita z barvami, s katero upravlja umetnik. Recimo, za impresionizem je bilo tipično, da so namesto teh obrisnih, voluminoznih slik začeli dvodimenzionalne slike, ki so temeljile na komplementarnih kontrastih. In drugič, da je recimo naravna podoba ravno tako pomembna kot historična podoba. Recimo Aškerc je skozi stokal, kje so slovenski slikarji, ki slikajo slovensko mitologijo, Slovenci ob Adriji in tako naprej. Se pravi, nekaj podobnega, kot je Pod svobodnim soncem napisal Finžgar. Medtem ko so bili ti slikarji, so bili v bistvu na nek način, bom tako rekel, čisti slikarji. Njih je zanimala optična izkušnja umetnosti. In to so videli v impresionizmu. To čisto umetniško izkušnjo. V slovenskem prostoru se je impresionizem uveljavil v prvih letih 20. stoletja. Impresioniste dejansko postavite v ta evropski kontekst in demitologizirate. To je poudarila tudi recenzentka Marjeta Ciglenečki. Kako pomembni so bili takrat impresionisti glede na recimo neko slavo, ki jo danes uživajo v slovenskem prostoru? Poglejte, vam bom dal čisto enostaven primer. Jakopič in Jama leta 1900 v Glaspalastu v Münchnu vstopita v eno razstavo, kjer je bilo 1300 del. V Münchnu sta bile na razstavi samo dve sliki Moneja in dve sliki Pisaroja. Med vsemi tisočimi slikami, ki so bile neskončno bolj popularne takrat v Münchnu, to so bili lokalni matadorji, sta te dva umetnika opazila recimo Monejev Most čez Temzo. In Jama prav, tista
tisti srebrn ton v tej sliki. To je nekaj, kar sem si strašno želel. Ampak vidite, oni niso šli v impresionizem leta 1872, ko se je impresionizem rodil, ampak so se inspirirali pri poznem impresionizmu. Se pravi, pri impresionizmu, ki je že nekako tendiral k nekakšnim simbolnim vsebinam. Tako da njihova recepcija impresionizma je bila recepcija poznih mojstrov impresionizma. In drugič, ne smete pozabiti, da navsezadnje je to vendarle neke vrste čas, recimo, evropskega simbolizma, Van Gogha, Gogena, postimpresionizma. In jaz sem našel več teh, bi rekel, povezav, ko sem sledil umetniškim intencam naših impresionistov z to poznim obdobjem. Tako da recimo, jaz se ne bi niti bal, da bi rekel, slovenski impresionisti so pravzaprav postimpresionisti. Oni nastopajo že v obdobju poznega impresionizma. Kako pomembna pa je ta modra barva, ta modrina? Predvsej zanimivo posvečate kar neki strani temu. Ja, na Dunaju in v Münchnu se je slikal v ateljeju, se je slikal po holandskih vzorih, recimo po Rembrandtu in tako naprej. In tam je vladala tako imenovana rjava Rubensova omaka, kar je pomenilo, da je bil pravzaprav samo eden vir svetlobe in potem se je ta chiaroscuro, ta svetlotemni, podoba, glavna podoba, se je nekako zavila v to rjavkasto, megličasto okolje enega zaprtega škatlastega prostora. Impresionisti vstopijo v odprt prostor. Vi si morate impresionista... Ni bilo več te rjave omake. Ne. Vi si morate impresionista predstavljati kot slikarja, ki stoji zdaj recimo na barju. Slika, na primer, eno jagnje ali pa en jagnet, ne, slika en drevo. Ampak on ni v zavarovani poziciji, recimo, da je za njegovim hrbtom neka stena ateljeja in potem projicira pogled od te varnega hrbta naprej. On stoji v prostoru, ki je 360 stopinj okrog njega, točno tako, kot je pred njim. In tam noter je vetje zraka, spremembe oblakov, recimo toplota, vlaga, potem celotno razpoloženje. Jaz bi temu rekel, oni ne zaznavajo več narave drugače kot v smislu ene atmosfere. A veste, atmosfera je nek splošen pojem, v katerem pa mi recimo tako kot v vremenu. Jaz rečem, vreme je takšno in takšno. Tam je 1001 podatek, ampak abstraktni pojem tega je vreme. In recimo v zimskih prizorih se to pri slovenskih impresionistih še posebej vidi, ker imate občutek, da so vstopili v tisto, recimo Grohar, ne, v snegu v Škofji Loki, ne. Vi imate občutek, da ste vstopili zdaj v to sneženje in da se vam kosmi, sneženi kosmi lepijo na oči, tako rekoč. A si predstavljate, ne, da ste v enem zidu, v katerega greste. Se pravi, hočem najprej reči, da je bila tukaj ena izkušnja narave, ki je bila bistveno drugačna od realistične in ki je iz predmeta ustvarjala pojem, in sicer svetlobni, barvni pojem. Ta barva, ne, o kateri... Ja, da se vrnem k modri. Ja, to bi rada omeniti, da gre za industrijsko proizvedeni ultramarin, se pravi ta pariški ultramarin, da je temeljno prepoznavno znamenje, da se je slovensko slikarstvo odmaknilo od te münchenske ateljejske rjave omake, ki so jo prej omenjala. Vi si morate predstavljati takole. Recimo Van Gogh z temi jeci krompirja, temno v temnem, pride v Pariz. Naenkrat zagleda tisto srebrnkasto, srebrno-sivo svetlobo, ki je tipična za Pariz. Gre po cesti in vidi, da je moderne obleke, ogromno je bilo modre barve, modre svile. Celotna atmosfera je dajala nek modrikast vtis. In vidite, recimo, ko so prišli švedski ali pa norveški slikarji, ki so poznali to severno svetlobo, v Pariz, so se veliko lažje adaptirali na impresionizem, kot recimo nemški ali pa recimo avstrijski slikarji, ki so prišli s to akademsko, ateljejsko izkušnjo. Ampak zdaj, kaj je bistveno pri tej stvari? Bistveno je, da ta modra barva, to je seveda
pariška modra. Parižani so jo ukradli od pruske modre, ampak naredili en izredno dober tehnološki postopek, s katerim je postala ta barva poceni. Prej je bila draga, zdaj je bila poceni. In druga, lahko jo je bilo spraviti v tube. In ta tube so omogočale hitro slikanje. Niste več mešali barv, so uporabljali tube in tako naprej. In zmeraj več je bilo odtenkov. In druga stvar je bila to, da jaz ne verjamem, da so recimo slovenski impresionisti, ker so prišli v modro barvo Pariza, zaradi tega postali melanholični. Jaz mislim, da je bila to fiziološka izkušnja ali pa izkušnja, danes bi rekli, na ravni neke čiste optične izkušnje, da so vstopili v ta prostor in kar je bilo zelo pomembno, v primeri starejšo zgodovino, ki je bila seveda chiaroscuro temna, od Caravaggia svetlo temna, so se zdaj znašli v velikih površinah sorazmerno enotne modre barve, v katero so pa seveda vstopali najrazličnejši vplivi naravnega okolja. In to je bila neka svoboda. A veste, kobilica pravzaprav, recimo, ko dela otroke v travi, ona je tam čist na robu impresionizma. Zakaj? Ker dela v Fontainebleauju, dela z temi modernimi francoskimi barvami, živi v enem svetu, kjer so vsi poznali že impresioniste, starejši, recimo oba dva brata Šubica nista imela pojma o impresionizmu. In zato je recimo največja površina modre barve v 19. stoletju, potem delež naprej. Perice ob Ljubljanici. Ja, je Petkovšek ob Ljubljanici. Vi, če pogledate, Jožefa Petkovška, če pogledate, kako se zelena drevesa končajo, je potem ena tako gosta modra površina, da je en slovenski slikar, ki je živel v Parizu, Vavpotič, rekel, ja, saj to je sezanovska modra. Seveda ni bila, ker Petkovšek ni tako daleč segel, ampak hočem samo reči, da je bila ta izkušnja potem izkušnja svetljenja slike. Nikoli več niso šli nazaj v te temne rubensovske rjave, ampak so zidali naravo od popolnoma novih komplementarnih kontrastov, kjer je bil pa recimo podlaga, je bila svetlo grundirano platno, belo grundirano platno, ne bolus, kot je bilo v starejši tradiciji. Kako zmotno pa je neko današnje prepričanje, da so tuji slikarji prihajali v 80. letih 19. stoletja v Pariz zaradi impresionistov? Pravite, da so bili impresionisti takrat v bistvu še obstranci. Načelo je bilo tako. Če ste vi šli takrat v Musée du Luxembourg, ki je bil prvi muzej namenjen samo sodobnim umetnikom, sodobnim živečim umetnikom, se je doživelo eno presenečenje. Namreč, da je v 80. letih uradna, oba dva salona pol, na katerem je Šubic, pa potem, kjer je Kobilica razstavljala, ko ste stopili v salon, ste ugotovili, da ta salon ni več temen, ampak da je svetel. Od recimo te bi rekel, akademske tradicije temnega slikarstva, je salon postal svetu. Ne zato, veste, Degas je enkrat rekel zelo lepo, kritizirajo nas na vse načine, zraven nam pa kradejo žepov. Kaj so kradli žepov? Barve, svetlobo. In salon ni bil temno slikarstvo, ampak je žarel pravzaprav, ampak pod kakšnimi pogoji? Vse je moglo biti silno natančno, Francozi so konzervativni, je moglo biti silno natančno obrisno narisan. Tle, recimo v impresionizmu je predmet pojav, to se pravi, vi nikoli ne morete natančno ugotoviti, kdaj se ta pojav neha in kdaj se pretopi v okoljno pokrajino, v atmosfero. Medtem ko recimo na salonu je bilo to vse natančno obrisan, ampak delano je bilo pa z pariško modro barvo, delano je bilo s svetlimi, smaragdnimi zelenimi, rdeča je bila magenta. Se pravi, salon je bil veliko svetlejši, kot se mi danes predstavljamo. Po drugi strani so pa tam veljali samo historični in alegorični in podobni taki socialni motivi. Se pravi, ne ta, bi rekel, čista optična izkušnja impresionistične pokrajine. Knjigo izjemno zanimivo, se pravi, slovenske umetnike izjemno zanimivo postavljate v tuj kontekst, spremljate jih, se pravi, na njihovih potovanjih v tujini, percepcijo tujo slovenskih umetnikov, tudi nekatere omenjate, ki so jih recimo
neko, kako ne rečem, težaško, gastarbajtersko delo jih je zatrlo, njihov umetniški talent. Skratka, črpali ste tudi iz svojih raziskav, ki ste jih predstavili že v knjigah Realizem, impresionizem, postmodernizem, pa tudi študije o slovenskem slikarstvu v 20. stoletju. A vendar je na nek način to knjigo spremljala neka nova izkušnja, izkušnja digitalizacije. Se pravi, omenjate, z enim klikom ste bili v Parizu. Kako je dejansko to spremenilo dojemanje umetnin v času in prostoru? Pravite, da je postala bolj ploska in horizontalna. Absolutno. Moj študij, recimo 50 let nazaj, je bil sestavljen iz napornega branja starih katalogov, starih knjig, starih revij. Danes vse to dobim v umetnostno-zgodovinskih agregatih, v recimo Bibliothek National Gallica ali pa recimo Österreichische Nationalbibliothek ima Ano. In imate vse te revije, vse to noter. Ampak kaj se je zdaj zgodilo? Ko vi študirate na ta način, se začnejo slike na ekranu kazati kot ploske ikone. In imate možnost najrazličnejših šahovskih obratov, kako jih boste interpretirali. Popolnoma pa zmanjka ta globina časa. Čeprav vi v tej knjigi jo izrazito pričarate. Absolutno. Jaz sem recimo uporabljal moderno tehnologijo, ampak iz enega zelo preprostega razloga, ker zame te slike niso podatki na ekranu, ampak so sporočila iz zgodovine in ta sporočila imajo globoko eksistencialno vsebino. In druga stvar, ki se v moderni umetni inteligenciji popolnoma izgublja, so prvič čustva, potem empatija, potem uživetje, potem recimo štimunga, razpoloženje. In vse to vi vnašate v svoj tekst. Jaz v bistvu na nek način se vračam nazaj k umetninam. Ampak pazite, naprimer, ko sem študiral Jurija Šubica v Eziju, to je na poti med Parizom in Cherbourgom, to je bila ena najstarejših železniških postaj. Sem prišel, kako je Jurij iz Pariza prišel v ta kraj, mehno vas v Eziji in tam naredil nekaj svojih najbolj sijajnih slik. In sem mogel študirati razvoj železnice v Normandiji. Ampak, ko sem se jaz preselil v Pariz, jaz nisem uporabljal nobenih kriterijev, ki bi bili v Ljubljani možni. Sem uporabljal pariške kriterije. Ker sem bil v Eziju, sem jaz gledal, kdo vsi umetniki so tam okrog Jurija čepel, kaj so slikali in ugotovil, da je bil Jurij veliko bolj modern kot lokalni umetniki, recimo v Eziju ali pa v Caenu ali pa v Normandiji. Skratka, vsakič se morate vi v teh zgodovinskih gibanjih preseliti v okolje, ko so razstavljali slovenski impresionisti na Dunaju, recimo od leta 1904, pa potem 12 zadnjič še v secesiji, sem se v bistvu popolnoma preselil v dunajski svet. Ne? In sem jih gledal v tistem okolju recimo te pozne secesije 1905 pa 7, ki prvič razstavijo, takrat ni Klimta več zraven in tako naprej. In sem bral sočasno kritiko in najdel zelo zanimive recimo omembe naših slikarjev, recimo Jakopiča ali pa Groharja, pri recimo zelo konzervativnih kritikih, ki so pripisali za Neue Freie Presse, ki je bila, ta Preša je bil alfa in omega, recimo takrat za branje. Ne? In se pravi, če ste vi v Rimu, ne, potem se morate ravnati tako, kot se Rimljani ravnajo. In jaz sem se ravnal točno tako, kot je Jurij Šubic prišel v Parizu in kaj se je zgodilo. On je srečal tam Hinajsa, svojega češkega prijatelja, govorila sta samo v nemščini. In ta Hinajs je bil zanj pravzaprav vodič po Parizu. In ni ga peljal na razstavo impresionistov, ki je bila takrat 6. razstava aprila 1881 odprta, ampak ga je peljal recimo pogledati pariško opero, kjer je na stropu eden največjih dekoraterjev 19. stoletja, Paul Baudry, slikal svoje velikanske operne alegorije. Ampak te so bile modre, vijoličaste, svetle. In ko je Jurij to videl, je lahko sodeloval z Hinajsom in pomagal Hinajsu, ker Hinajs je delal pa takrat za praško
gledališče, za Praški divadlo. Nekje vmes omenjate pa tudi to zgodbo z Ivano Kobilco, ki so jo pa nekako recimo prosili za poslikavo deželnega gledališča v Ljubljani. Ja. To ji je spodletelo, potem je pa Ivan Hribar, župan znameniti, nekako jo je angažiral za mestno hišo. Vem, ampak ideja je bil Strossmayer. Ona je Strossmayerja portretirala. In takrat so se spoznala. In je Strossmayer videl, da je Kobilca nenavadno izobražena ženska. In da sploh ni nek obrtni slikar. In potem je on pisal Hribarju. Menite, da ni bila preveč talentirana? Res je. Ampak To so zelo zdaj te problemi. delovna. Ja, recimo, vi imate fenomenalne talente. Ne? Risar je od rojstva, Giotov O, ne? Če se spomnite te zgodbe. Se pravi, recimo, ali pa Segantini, ne? Pastir, ki ima fenomenalen naravni talent in slika. Med slovenskimi slikarji pravzaprav to so predvsem risarji, veste, se pravi, da so od majhnega risali, da so bili od majhnega fenomenalno talentirani. In v glavnem so tudi potem vsi duhovniki naše kmečke fante prepoznali potem, da imajo talent za risanje in so jih potem nekako podpirali in pošiljali v Graz ali pa recimo celo na Dunaj. Ampak, veste, meni se zdi tako, recimo, da en Vavpotič je bil nenavaden naravni talent, Grohar je imel z risbo smeri težave. Jama pravi, akademsko risati ne bom znal nikoli. To ne pomeni, da niso znali risati, ampak da niso, v bistvu so oni izstopili iz tistega drila akademske risbe in skušali potem v bistvu s pomočjo teh virov iz impresionizma, iz sočasnega slikarstva oblikovati recimo tudi portret na drugačen način ali pa predvsem, kar je bilo seveda najbolj pomembno, izbrati motive, ki so bili po eni strani krajina in ne pozabiti, krajina se je sorazmerno dobro prodajala. Vi ste imeli dve možnosti. Ali delate za cerkev in tam ste bili čisto omejeni, liturgična slika. Potem ste delali portrete, to je bil glavni biznis. Od portretov ste živeli. In tretja stvar so bile krajine. Krajine so pa, recimo ljubljanski, v Parizu je bilo to že, pa v teh mestih so bili že specialisti kupci. V Ljubljani so se pa krajine počasi pravzaprav, bi rekel, uveljavljale kot tržno blago. Zdelo se je, da so preveč, da niso bile kartoline, ampak so bili atmosferski impresionistični prizori. In na to se je mogla ljubljanska publika navaditi. In recimo je trajalo kar eno dolgo obdobje, da je bil celo Jakopič, a veste, ki se je itak najbolj uveljavljal, kot on je bil alfa in omega slovenskega slikarstva tega časa, ne, da je v te svoje poglede potem v tej družbi uveljavil. In zato je bil tako važen Jakopičev paviljon. Vi ste prišli v Jakopičev paviljon in recimo, seveda je bilo ogromen portretov, je bilo veliko žanrskih slik, ampak izstopale so krajinske podobe. In ljubljanska publika, ki ni bila ravno šolana, veste, če hočete vi v umetnosti živeti, rabite snobizem. Tega v Ljubljani ni bilo. In vi ravno omenjate nekje Izidorja Cankarja, ki je posebej poudarjal, da je Ljubljana še izrazito kmečka. Seveda. In še to, kaj jo je pomeščanilo? Fotografija? Tako je, seveda. Fotografija, film. Naprimer, mi recimo pozabljamo, ne, da je recimo slovensko planinsko društvo, ne, prve fotografije, ki se v splošnih tiskih pri nas pojavijo, so v Domu in svetu, 1890. In to je pravzaprav sporedno za katerokoli evropsko ilustrirano revijo. Naprimer, francoska L'Illustration, ki se je prodala v 50 državah po svetu, je začela s polno proizvodno, ampak to so bile same ilustracije, šele leta 1890. Ampak leta 1890 nobena fotografija ni bila več nov medij. A veste, to je bil socialni medij. In je nosila pravzaprav ves ta, bi rekel, moderno predstavnost, moderno imažerijo. Ne? In je bila
pravzaprav, in potem takoj film, seveda, veste, film je prišel v Ljubljano sorazmerno, seveda, fotografi so, te kinofotografi, ne, so se pojavljali, pa odmrli, pa spet pojavljali, pa spet odmrli, to ni bila neka huda kontinuiteta, ampak recimo, jaz sem gledal, recimo, če je bil film posnet leta 1913 in je bil hit v New Yorku, naslednje let je bil v Ljubljani. To se pravi, jasno pa, da so duhovniki, šolniki, razni moralni kontrolori, ne, drveli v film in se zgražali, ker so imele gospe bluzice, ali pa recimo, a si predstavljate, prvi film v Ljubljani, kjer je pokazan poljub, ne. Naš škof Jeglič je pošiljal svoje ovaduhe tja noter in na koncu jim ni že verjel, ker to se mu je zdelo nezaslišano. In potem se je enkrat on tudi sam noter priplazil in je šel na sred filma ven. Kajti to ni več moralno, ne. Je pa res v fotografiji, veste, mi pozabljamo, poleg te, recimo, portretne fotografije, potem recimo teh žanrskih prizorov, kjer so recimo lovci, športniki, gasilci, pomembni politiki in tako naprej, je imela fotografija takrat dvoje še skritih površin. Eno je bilo, da je fotografija prinesla v našo civilizacijo predstave dela. In sicer ne kot neke žanrske, polikane, počiščene, a veste, prizore, ampak fizično delo, proletariat. In drugo, kar je bilo pa še bolj skrito, ampak ravno tako množična proizvodnja, je bila pornografija. Ne. Tako da tukaj te raziskave pravzaprav so tudi v evropskem prostoru, recimo šele v zadnjih 20 ali pa v ameriškem 25 letih, recimo, ko so v Rochesteru, ne, kjer je muzej, ne, so šele odprli pravzaprav ta gradiva. Tako da jaz sem recimo praktično šele pred enimi 20-25 leti prvič videl francosko pornografijo iz tistega časa. Ampak ta fotografija se je množila pod posteljo, pod mizami in tako naprej, razumete? Dobro, to je zdaj majčken tak aside, ne? Ampak hočem samo to reči, da vizualna civilizacija 20. stoletja je vizualna zaradi tega, ker prinese možnosti reproduciranja. In to ne samo v Benjavinovem smislu, ampak v smislu neke splošne, generalne, laične izkušnje v kapitalističnem svetu. In močnejša, ki je bila po eni strani ta, bi rekel, kapitalska moč ljudi, bogatejši, ki so bili, bolj se je širil umetnostni trg. Seveda, zanimivo pa je, da to ni bila stara aristokracija, ki je kupovala, to ni bila cerkvena gospodska, ki je kupovala, to so bili moderni antreprenerji. A veste, impresioniste niso kupovali neki stari zbiralci, ampak Američani, ki so bili odštekani in so prišli tja in so imeli frišen denar in so ugotovili, da lahko fantastično za malo denarja kupijo nenavadne slike. Jaz sem šel impresionizem študirati v Ameriko. Vi ste zelo veliko v tujini študirali, ne? V Münchnu, Los Angelesu, omenili ste Ameriko. Ja, tam sem študiral socialno zgodovino umetnosti pri profesorju Bojmu. V Franciji tudi, ne? Ja, seveda, Pariz brez njega sploh ne morete, ne? Ampak v bistvu ne gre toliko za to, a veste, meni je zmeraj zanimalo, umetnik je prišel, kaj je mislil, kaj je odkril. In danes si dostikrat mislimo tako, recimo, da je mogel umetnik videti recimo 50 Velasquezov, da je bil navdušen. Edini, ki je to videl, je bil 1896. leta naš Jakopič, ki je bil slučajno, ali 97. leta, ki je bil slučajno v Münchnu in je videl v secesiji eno ogromno razstavo Brownovih fotografij po Velasquezu. Jaz vam rečem, v tistem letu ni imel noben slovenski umetnostni zgodovinar ali poznavalec tazga pregleda čez Velasquezov razvoj, kot ga je imel Jakopič. Hočem samo to reči, da so recimo te reprodukcije, ki so se zdaj v knjigah pojavljale, to so celi kompendiji, ne, naenkrat naredile zgodovino čisto drugačno. Vi ste gledali v eni debeli knjigi, ste začeli s prazgodovino in ste končali z ekspresionizmom, ne? Pravite, da ste na to knjigo zdaj nekolikan pozabili, sicer ste z njo zelo dobro sodelovali z izvršno urednico Špelco Mrvar, pozabili pa iz preprostega razloga, ker že snujete novo. Kaj pripravljate? Veste,
jaz gledam na to knjigo tako kot Cankar v zadnji fotografiji. Vzel sem enega Cankarja iz leta 1915, posnel ga je Fran Vesel. Zamaknjeno. Ja, ampak tam je cela vrsta zanimivih stvari. Namreč Cankar je bil strahotno, kako bi rekel, njega je prizadela vsaka stvar. Tečen, zavisten, boh ne daj, da so ga kritizirali, kaj takega. On, če je bila druščina, je mogel biti on veliki Cankar. Ampak v tej fotografiji je pa tako, da me je spomnil, recimo tako on je tako naslonjen in ima en tak blag, nežen izraz na obrazu, kot da bi vedel na koncu svoje poti sem. In zdaj se ozrem nazaj, točno na to obdobje, o katerem jaz zdaj pišem, in takrat ga obide ena nenavadna, ena taka nežna, melanholična blagost. On, ki je bil zmeraj oster, zajedljiv, rezek, a veste, z njim bilo težko debatirati, ne? In on se zdaj ozre nazaj. In zanimiv, obleče ni več v tisto dunajsko obleko, ampak ima tak modern tvit. In mi je prišlo na misel, da ga vidim tako, kot recimo, zdaj si bom to privoščil, kot enega igralca iz nemega filma, ki ga bo zdaj zvočni film seveda premagal, ampak on se ozre nazaj in v podobah iz sanj konča s 3 besedami. Življenje, mladost, ljubezen. In če smem zdaj za to knjigo reči, to je moj pogled nazaj. Skratka, obdobje, ki vam zelo veliko pomeni tudi v vašem raziskovalnem delu. Pripravljate pa pravkar knjigo o ekspresionizmu, če se ne motim? Ja, in tle je največja razlika je ta. Zdaj sem potoval po evropskih lokacijah, bral vse mogoče evropske vire in knjige, in zdaj naenkrat po Rapalski pogodbi, se Slovenija blazno skrči, postane tako rekoč Dravska Barovina, zgubi svoje ime Slovenija, iz Beograda hoče vsakih 5 let ukiniti ljubljansko univerzo, se borijo, da bi to vse te nacionalne inštitucije ohranili, jezik, kulturo. In naenkrat se znajdem v enem svetu, ki sicer komunicira še z razstavami okrog. V glavnem je zdaj tukaj bolj Dunaj in nekaj Italija. Razen Pilona. Pilon gre v Pariz, ampak on tam ne razstavlja več, on je ajdovski slikar. Ampak to hočem reči, da se ukvarjam zdaj z ekspresionizmom in naenkrat ugotovim, da smo bili Slovenci na čuden način po letu 1918 na nek način ogroženi. Veste, ne samo srbska čaršija, ampak tudi naenkrat se je ta prostor skrčil. Istočasno so se pa oblikovale recimo tukaj gibanja okrog bratov Kraljev, bratov Vidmar, Jakac in tako naprej, ki so se imenovali na primer slovenski lik. In kot da bi ta nova Jugoslavija, ta bi rekel kraljevina SHS in potem oktroirana ustava in kralj Karađorđević, Aleksandar, kot da bi slovenska umetnost na nek način postala ožja v nekem, kako bi rekel, evropskem pogledu. In je začela črpati iz, ne bom rekel Blut und Boden, ampak recimo, če vi pogledate brate Kralje, kaj je njihova značilnost? Seveda majčkeno so ekspresionisti, ampak ekspresionizma je izredno malo, ker Slovenci nismo verjeli v psihoanalizo. In nezavednega praktično ni. Ampak vidite nek čuden primitivizem, vidite obilne, jasne, močne figure, recimo te ženske pri Francetu in tudi Tonetu Kralju. In ugotovite, da izhajajo pravzaprav da je to neka vrsta genius loci, ki sicer slika tako, kot slika evropska nova stvarnost, ampak v bistvu je to nek lokalni, bi rekel, ruralni, pa zelo haptični regionalizem. In tle jaz postavljam spet, ampak to je bilo značilno recimo tudi za Belgijo, ali pa v Franciji je bil retour à l'ordre, a veste, tako da tle so povezave
ampak naenkrat se pravzaprav znajdem, da ta knjiga ne bo več potovala po Da je svetu. ta knjiga zelo odprta, Ja. ta, ki jo pa zdaj snujete, se pa nekako ne Ja, zapira. in še recimo generacija v 30 letih se nekako odpre. In druga stvar je, včasih so študirali po svetu, zdaj v glavnem v Zagrebu. In Praga. Praga je bila zmeri vir modernizma. Dobro, naj bo to zadnja beseda in vabljeni k branju te izjemno anekdotične, esejistične, eruditske knjige Čas prebujenja, slovenska umetnost med letoma 1880 in 1918. Beletrina v živo.